Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dober večer. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, spoštovana predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, magistrica Urška Klakočar Zupančič, spoštovani vodje slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov, sodelavke in sodelavci v notranji službi Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, dragi gostje. Kakšno leto. Uspeli smo veliko, odnos je majhna stvar, ki naredi veliko razliko, je davno dejal Winston Churchill. Pokazali smo, da imamo pravi odnos, da zmoremo mi skupaj, slovenska diplomacija, in hvala vsem za vašo predanost. Dobrodošli na 27. posvetu slovenske diplomacije. Dovolite mi, da vam predstavim nekaj uvodnih razmišljanj o letu, ki se izteka, in o izzivih, ki so pred nami. Svet se nepovratno spreminja. Živimo v času velikega prerazporejanja sil, mednarodnih odnosov in družbe kot celote. Takšne prelomnice skozi zgodovino človeštva, ko stari sistemi umirajo in novi še niso rojeni, vedno spremljajo nestabilnosti, negotovosti in tudi konflikti. Če so spremembe stalnica, pa so hitrost, intenzivnost in obseg teh sprememb tokrat brez primere. Prilagajanje novi realnosti je zato bolj podobno kriznemu upravljanju, kot pa dolgoročnim strateškim usmeritvam. Učinkovito upravljanje z geopolitičnimi, tehnološkimi in trajnostnimi premiki v globalnem okolju predstavlja ključni izziv za prihodnost demokratičnega sveta in za ohranitev vrednot, na katerih temelji mednarodna skupnost. Vladavino mednarodnega prava vse bolj izpodriva vladavina moči. Najbolj brutalno se je to pokazalo na ali ob ruski agresiji na Ukrajino, kjer smo priča razvrednotenju in teptanju osnovnih postulatov moderne družbe. Danes se to dogaja v vsej razsežnosti humanitarne katastrofe tudi v Palestini. Nazoren je grozljiv podatek, da v Palestini vsakih 10 minut umre en nedolžen otrok. Za terorizem ni upravičila, nikoli. Toda prav tako ne za ustvarjanje humanitarne katastrofe, ki se pred našimi očmi odvija v Gazi in v kateri življenja izgubljajo predvsem ženske in otroci. Kot sem že večkrat poudarila in ponavljam tudi danes, je svet v Gazi padel na preizkusu humanosti. V Gazi ne moremo računati na popravni izpit, tega privilegija žal ne bomo imeli. Ravno v primeru Ukrajine in Palestine govorite o globalnem spopadu za temeljne vrednote, ki naj bi v prihodnosti zaznamovala odnose v mednarodni skupnosti. Izid tega spopada bo narekoval, v kakšnem svetu bomo živeli in kaj bo njegovo ključno vodilo. Ali bo to mednarodno pravo in človekove pravice, ali bo to moč. Dejstvo je, da postaja sistem mednarodnih odnosov, ki je bil zgrajen na pogorišču druge svetovne vojne, za nekatere nove globalne igralce utesnjen in zastarel. Trend je jasen. Nova zavezništva, ki temeljijo na regionalnih, sektorskih, predvsem pa interesnih povezavah, pospešeno danes nadomeščajo multilateralizem. Rezultat tega so naraščajoča trenja. Vkolikor želimo zaustaviti to spiralo negotovosti in nestabilnosti, ki precej verjetno vodi v konflikt globalnih razsežnosti, moramo spremeniti paradigmo. Okrepiti moramo zaupanje v mednarodno pravni sistem. Ta svet bolj kot kdajkoli prej potrebuje funkcionalne mednarodne institucije. Spremenjene geopolitične razmere kličejo po tem. V takšnem visokorizičnem in nestanovitnem svetu bo Slovenija 1. januarja prihodnje leto
prevzela nestalno članstvo v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov. Prednostna področja delovanja Slovenije kot članice so znana in jih bomo podrobneje obravnavali v nadaljevanju posveta. V Varnostnem svetu bomo izhajali iz temeljev naše zunanje politike, ki je bila vedno vključujoča ter je osnovana na sodelovanju in spoštovanju ostalih subjektov mednarodne skupnosti. Na glasovanju smo prejeli 153 glasov držav članic Združenih narodov, vsaj 153 držav torej meni, da Slovenija bo v tem in takšnem svetu uspešno in učinkovito pomagala pri ohranjanju globalnega miru in varnosti. Toda s članstvom pridejo tudi pričakovanja. Pričakovanja tistih, ki so nam dali glas, pa tudi tistih, ki nam niso dali, da bomo znali poslušati in slišati. To je rezultat uspešnega dela in promocije slovenske kandidature strani celotnega državnega vrha in naše diplomacije. To nam daje legitimnost, a hkrati veliko odgovornost. Te odgovornosti nas ne sme biti strah. Slovenija je samozavestna in ambiciozna država. Članstvo v Varnostnem svetu je izziv, predvsem pa izjemna priložnost za promocijo naših idej in predlogov, dobrih praks ter priložnosti slovenske zunanje politike. Slovenija je del zahodnega sveta, ter kot članica Evropske unije in Zveze NATO z ostalimi partnerji oziroma zavezniki deli vrednote in načela. To je naša moč in iz tega moramo tudi izhajati. Obenem je pa ključno, da poskušamo razumeti in pravilno razlagati tudi glasove iz mednarodne skupnosti, predvsem z tako imenovanega globalnega juga, ki ima tudi svoje upravičene zahteve in pričakovanja. In verjamem, da Slovenija to sposobnost ima. Če se vrnem k Ukrajini in Palestini. Slovenska stališča do ruske agresije in bližnjevzhodnega konflikta so jasna, so konsistentna. To so spoštovanje mednarodnega in mednarodnega humanitarnega prava, nedotakljivost meja, zaščita civilistov in najbolj ranljivih skupin ter spoštovanje človekovih pravic. Ko gre za mednarodno pravo, kompromisov ni. Kršitve teh načel, ki smo jim danes priča, morajo biti preiskane in sankcionirane. Kar zadeva izraelsko-palestinski konflikt, sem svoja pričakovanja pred tedni jasno predstavila v Varnostnem svetu. Prizadevamo si za takojšnje premirje, delujemo solidarno pri obravnavi humanitarne krize ter aktivno prispevamo k iskanju politične rešitve, ki mora temeljiti na oblikovanju dveh držav. Palestinci si zaslužijo svojo državo, Izraelci pa varnost. Palestincem in Izraelcem moramo zagotoviti mirno sobivanje drug ob drugega. Iskanje pravičnega in trajnega miru je ena od ključnih prioritet slovenske zunanje politike. To je in bo naše vodilo. V nasprotnem primeru smo lahko priča eskalaciji in razširitvi nestabilnosti. Zaradi negotovega in nepredvidljivega časa, v katerem živimo in ko nas tudi podnebje opozarja na ekstremne izzive, sta vloga in odgovornost Slovenije še toliko večja. Vseeno pa v naše članstvo v Varnostnem svetu zrem z optimizmom. Tudi zato, ker imamo vas, sposoben diplomatski aparat, ki ve, kaj hoče in ker smo v zadnjem letu dokazali, da zmoremo. Pri obravnavi globalnih kriz si želim aktivnejšo vlogo Evropske unije. Tako kot se spreminja svet, se mora spremeniti tudi Unija, če želi igrati odgovorno in pomembno vlogo v novi globalni realnosti. Naslednje leto bo Slovenija praznovala 20 let članstva. Več kot polovica tega obdobja je bila zaznamovana z različnimi krizami, ki so imele potencial, da bi lahko usodno posegle v prihodnost Unije in v razmerja med njenimi članicami. Zakaj je to pomembno? Rada bi poudarila naslednje. Dvomi o uspešnosti evropskega projekta so tkani v jedro evropskega načina življenja. In vsaka kriza, ki je prišla, je to geopolitična, migrantska, gospodarska, zdravstvena, varnostna,
je krepila dvom v to, da se bo Unija s temi izzivi lahko sploh uspešno spopadala. In vendar se je Evropska unija uspela prilagoditi, preživeti in na določenih področjih tudi utrditi. Odpornost, ki so jo Evropska unija in njene članice pokazale v zadnjem desetletju, je nekaj, na čemur lahko in moramo graditi, ko govorimo o naši skupni prihodnosti. Solidarnost, demokratičnost in vladavina prava, ki so zapisani v DNK Evropske unije, naj bodo še naprej vodilo tako slovenske kot tudi evropske politike. Evropska unija je vsaj po mojem mnenju najbolj inovativen in drzen političen eksperiment v zgodovini človeštva, ker je predpostavil, da je kultura miru močnejša od kulture vojne. Dejstvo je, da se Evropska unija na vse dosedanje krize prilagajala, ni pa jih upravljala. In pristop Evropske unije je še vedno reaktiven. Vedno reagiramo, ko se je nekaj že zgodilo in ko se moramo na določeno situacijo prilagoditi. V novi realnosti pa zgolj prilagajanje na spremembe ne bo zadostovalo. Evropska unija mora postati samozavesten agent sprememb, predvsem pa moramo kot unija biti bolj aktivni pri promociji naših vrednot in norm. Da bi to dosegli, se mora unija spremeniti navznoter in izboljšati učinkovitost odločevalskih procesov. Zato se je Slovenija pridružila razmisleku skupine držav o možni razširitvi odločanja s kvalificirano večino tudi na področju zunanjih zadev. V neformalni skupini sodelujemo nezavezujoče in z zavedanjem, da bodo varovalke potrebne predvsem za majhne države. Prihodnjo vlogo Evropske unije v globalnem kontekstu bo v veliki meri opredeljevala naša skupna sposobnost spoprijemanja številnimi izzivi, med katerimi so tudi zeleni prehod, krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva in zmanjševanje tehnološkega zaostanka za Združenimi državami Amerike in Kitajsko, ter učinkovita humanitarna in varna migracijska politika ob hkratni zaščiti in nadgradnji demokracije in socialnega sistema. Predvsem pa moramo biti pripravljeni na sprejem novih članic do leta 2030. Širitev Evropske unije na Zahodni Balkan in vzhod ni samo v interesu Evropske unije in prihodnjih članic, temveč je geostrateška nujnost. Blejska zaveza, ki jo je dal predsednik Evropskega sveta na letošnjem Blejskem strateškem forumu, je za Slovenijo orientacijska točka, ki bo jasno pokazala, ali je Evropska unija zmožna razmišljati geostrateško in se tako tudi odločati. Slovenija bo še naprej delovala v smeri, da bo leta 2030 Evropska unija pripravljena na sprejem novih članic in da bodo vsaj nekatere, če že ne vse kandidatke, pripravljene na vstop. Iz današnje perspektive se to morda zdi nerealen scenarij, vendar ne smemo pozabiti, da pred 24. februarjem 2021 Ukrajina sploh ni imela širitvene perspektive. Pravkar zaključeni Evropski svet je potrdil, da je širitev Evropske unije globoko geopolitičen proces, je najbolj prepoznavno orodje unije in s tem test njene kredibilnosti. Brez uspešne konsolidacije evropskega kontinenta, brez vključitve mehkega trebuha v Evropo, oziroma trebuha Evrope v Unijo, bo Evropska unija ostala geopolitično igrišče in neigralka. Slovenija kot glasna zagovornica širitve močno pozdravlja odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo ter podelitvi statusa kandidatke Gruziji. Primer Ukrajine kaže, kaj vse je možno tudi v kratkem obdobju slabih 2 let, če obstaja zadostna politična volja. Želimo si in Slovenija bo še naprej delala na tem, da se 20-letno čakanje držav Zahodnega Balkana pred vrati Evropske unije čim prej zaključi. V tej luči je odločitev o začetku pristopnih pogajanj za Bosno in Hercegovino, ko bo ta dosegla določeno raven izpolnjevanja pogojev za članstvo, korak v pravo smer. Pri tem pa mora biti ena stvar jasna in Slovenija bo vztrajala. Vladavina prava je predpogoj za učinkovito integracijo.
Evropska unija si v času globalnega geostrateškega vrenja ne more, ne sme privoščiti, da bi odstopala od temeljnih norm in standardov tako navznoter, kot v primeru širitve. Zgoraj omenjeni izzivi ne bodo lahki, na mizi so različni scenariji. Evropska unija je pred pomembnimi odločitvami, ki prvič v njeni zgodovini ne pomenijo prilagajanja, ampak dejansko iskanje vodilne vloge v globalni skupnosti. To je proces, ki bo zahteval solidarnost, zahteval pogum in kompromis med lastnimi interesi in skupnim dobrim. Neposredna posledica ruske agresije na Ukrajino je tudi širitev NATO in vračanje k njegovemu izvornemu mandatu. NATO ostaja hrbtenica tako evropske obrambe kot transatlantskega sodelovanja. Ob tem se mora še naprej prilagajati, da bo lahko učinkovito odgovarjal na varnostne izzive, sedanjosti in prihodnosti. Naj omenim samo kibernetsko varnost, umetno inteligenco in vesolje. In če želi Slovenija tvorno sodelovati pri vseh ključnih vprašanjih, mora najprej izhajati iz svojih temeljnih vrednot in norm. Za nas je ključno, da smo v svojih stališčih načelni in transparentni. Obenem pa se moramo zavedati, da meje delovanja naše zunanje politike niso samo v Evropski uniji in Zvezi NATO ter v bližnjih regijah. To na globalni ravni dokazujemo s članstvom v varnostnem svetu ter odejanjamo z odpiranjem novih veleposlaništev in konzulatov, denimo v Etiopiji, Alžiriji, na Filipinih. Hkrati pa tuje države krepijo svojo diplomatsko prisotnost v Sloveniji, kar razumemo kot priznanje našemu pospešenemu mednarodnemu angažiranju. Napoved Alžirije, Republike Koreje, do začetku prihodnjega leta odpreta veleposlaništvo v Sloveniji, je še en uspeh slovenske diplomacije v tem letu. Sodelovanje s tretjimi državami in poznavanje njihovih razmišljanj lahko prinaša pomembne prednosti v aktivnostih, ki so pred nami. In tudi v tem kontekstu smo na ministrstvu pripravili nov predlog slovenske zunanje in evropske politike. Njeno besedilo upošteva spremenjeno varnostno in politično okolje v Evropi in svetu ter izpostavlja prednostne naloge. Boj proti podnebnim spremembam, gospodarska diplomacija, razvojno sodelovanje, človekove pravice, dvostransko sodelovanje, krepitev čezmejnega sodelovanja in dobrososedskih odnosov, regionalno sodelovanje, pa tudi feministična zunanja politika. Vse te vsebine bomo obravnavali v nadaljevanju posveta, zdi pa se mi pomembno nasloviti naslednje. Slovenija bo toliko uspešna pri promociji svojih vrednot in interesov tako v Evropski uniji kot NATO ter širši mednarodni skupnosti, kolikor bo sposobna svoja stališča, ideje in predloge predstaviti na razumljiv in jasen način. Pri tem moramo zasledovati notranjo usklajenost med vsemi nosilci zunanje političnih aktivnosti v naši državi. Vedno, ko smo bili usklajeni, smo vedeli, kaj hočemo, smo bili uspešni. Eden zadnjih takšnih primerov je bila kandidatura Bete Hohler za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču. Spoštovani, dovolite, da v zaključku nastopa nekaj besed namenim še solidarnosti. Solidarnost ima pomen le, če jo vztrajno izkazujemo. Ponosna sem, da se je Slovenija v zadnjih 2 letih primerno odzvala na vse večje razvojne in humanitarne krize v svetu. Po našem vzornem odzivu v Ukrajini, in to ne na način, da bi zmanjšali angažma pri drugih krizah, smo solidarnost pokazali v Palestini, kjer smo praktično za 20-krat povečali naš redni prispevek za ljudi v Gazi. Je pa potrebno skladno z zavezami, ki jih je Slovenija potrdila neštetokrat, postopoma povečati na daljši rok, predvideti razvojno financiranje, da bo Slovenija ostala kredibilen partner v mednarodni skupnosti. Zato se bom zavzemala za to, da vlada sprejme akcijski načrt za dvig sredstev za uradno razvojno pomoč, kot ji nalaga resolucija Državnega zbora. Tudi s tem bo Slovenija prevzela del svoje odgovornosti pri uresničevanju agende 2030. Uradna razvojna pomoč je v mnogočem gradnik prihodnosti za nove generacije in glede na aktualne razmere v svetu lahko rečem, da je tudi gradnik miru. Ob tem bi rada poudarila še, da si bom prizadevala za razvojno sodelovanje
in vanj pritegniti tudi znanje slovenskega gospodarstva, njihove tehnologije in zasebno financiranje. Dosežki slovenskih podjetij in slovenskega znanja so že na mnogih področjih, naj izpostavim sektor vesoljske industrije, v samem svetovnem vrhu. In naša naloga ostaja, da jim pri njihovi internacionalizaciji stojimo trdno ob strani. In nenazadnje, Slovenija bo toliko uspešna, kolikor bo imela profesionalno, aktivno in visoko motivirano diplomacijo, ki bo znala ustrezno prenesti naša stališča tujim sogovornikom ter zagovarjati naše interese v širši mednarodni skupnosti. In tudi, koliko bo znala medse pritegniti mlade ljudi in ustvarjati ugodne delovne in življenjske pogoje tudi za družine diplomatov v tujini. S procesom iskanja podpore za naše članstvo v varnostnem svetu smo dokazali, da imamo znanje in potencial, da se je slovenska diplomacija sposobna ne le prilagoditi na spremenjene okoliščine v mednarodni skupnosti, ampak da zna ostale države prepričati v svojo vizijo razvoja globalnih odnosov, ki temelji na moči argumentov in ne argumentu moči. In povsem za konec, še moja osebna izkušnja. Leto mi je bilo v vseh ozirih na čelu slovenske diplomacije posebno, svojevrsten privilegij. V mislih imam predvsem sklepanje poznanstev, nove spoznanja, izkušnje in krepitev odnosov po vsem svetu. Želim si, da nadgrajujemo številne stike, ki smo jih vzpostavili v času naše kampanje za varnostni svet. Opravili smo izjemno delo, znati ga moramo kapitalizirati. Še enkrat bi vam rada, tudi javno na tem mestu, izrazila iskreno priznanje za vaš prispevek krepitvi slovenske diplomacije ter vloge Slovenije v spremenjeni geopolitični realnosti. Najlepša hvala za vašo pozornost in želim nam vsem lep posvet.